Maribor, Maribor. Maribor. Eva, stop! Poznami ga? Ja, bom. Dokumentarni film je avtorsko delo in je zaradi tega subjektivno. Mi vzamemo kamero in ko določimo, kaj je kader, se pravi, že smo izrazito subjektivno vplivali, katero realnost bomo pokazali. V Mariboru se dogaja revija slovenskega dokumentarnega filma. Namenjena je predvsem nekemu prostoru in času, da se dokumentarna dela predstavijo. Namen doku delavnice je ponuditi možnost vsem, ki jih film zanima, da na enem takem skoncentriranem, se pravi v skoncentriranem času, na enem prijetnem prostoru, kot so živa dvorišča, imajo možnost ustvariti novo dokumentarno delo. Najprej zdaj vprašanje za ekipo Pekarne, kako ste vi zdaj, ste uspeli to pregledati? Ja, pa gremo na teren. Tam pa snemi, gledaj papeža, tam gori, vse imajo, tu imaš grafite. Kar pejte spet. Tu sem pokradil prometne znake malo okoli, sem malo preuredil po svoje. I think it's good to make maybe some close-up of some message, like you choose. Naš film je o gospodu Franciju Jeseneku, ekologu, ki v bistvu tu na področju Maribora pobira odpadke, pa jih v bistvu potem tudi nastavlja na vidna mesta, da bi z njimi ozaveščal ljudi. Ne bi mogel govoriti. Na delavnico pa jaz mislim, da so vtisi blazno, da delavničari, ko so pač na terenu in srečujejo različno prebivalstvo, da so odzivi pozitivni, ljudje radi sodelujejo, vidim nasmejane obraze. Tako, fajn je imeti v mestu par stativov, kamer, mikrofonov, da veš, da se nekaj dogaja, da produkcija teče, da bomo dobili neke zapise, nekih zgodb, ki jih bomo nekje lahko gledali in jih ohranili v času. Nas pa samo zanima, kaj je ljubezen. Mi nismo zaljubljeni, zato pa ne vemo. Gospod Ziher ve. Tu snemaj. Mi dve snemamo dokumentarec o ljubezni, pa me zanima, če lahko vas povečemo vprašala, kaj je ljubezen. Super, kot vidiš, policija noče odgovarjati. Kaj je ljubezen? Ja, Sladoled tudi ni htel. Ampak mi dve bomo našli ljudi, ki vejo, kaj je ljubezen. Torej, iščemo v Mariboru ljubezen. Ja. Hočem. Foto Maribor. We have two days. Now we have one more, so. Zdaj si morala iti pogledati, kak mi je veter frizuro spihal. Zolica, nas zanima vaši prvi koraki oziroma kako ste prišli v klub, kako ste začeli, ste imeli kakšne težave, spomine, dobre, slabe? Dobre. Torej, začela sem leta 1968. Predtem sem jaz, ko sem šla na morje, jaz imela prvi fotoaparat Vera 1. To je Maribor. No, to pa je ta Tereš, v Mongoliji. Kjer bi naj ostale? Nobene trgovine niso ostale. Špecerije pa to. Jaz se spomnim špecerije, to vogalske, razne. Pa kaj zvem, kaj še. Kak misliš trgovine? Tisto ti bom pokazal, tisto je zanimivo, tista Vera. Tisto je zelo zanimivo. To so take, če bi se še piše. Tu je že pol pokojnik.
Tu še lahko vidite galerijo. Zdaj, ko so pa obnovili, pa je vse šlo, veš, tisti neki kafiči mali. Tam je zdaj Brunček bil, še Brunček je upal pa šel od zadaj, tam ko je Lutkovno gledališče. Snemamo to, slike na lučeh, portret Maribora skozi prvo osebo. Maribor kot oseba. S pomočjo poezije, pa s pomočjo posnetkov, utripa življenja. And you, Eva, also you have to make this making of not long ago after this workshop finished.